Lepo vas je videti v takem številu po kar nekaj mesecih. Vmes smo spustili 1 leto našega tabora zaradi preizkušenj, ki jih je pred nas postavila korona kriza. Priznam, da sem pogrešal tovrstna druženja, priznam, da sem vas pogrešal, da se znova vidimo, da se znova veselimo, da drugega podpremo in si vlijemo nove moči za vse izzive, ki nas čakajo v prihodnosti. Korona, ki je zarezala med vse nas, je spremenila naš način življenja, spremenila naš takt vsakdana. Vsi ukrepi, ki so bili v preteklosti narejeni, so bili narejeni iz enega samega razloga, zaradi solidarnosti. Zato, da se našim zdravnikom ni bilo potrebno odločati, komu bodo pomagali in komu ne. In da smo lahko tudi v najbridkejših trenutkih, ko je korona tolkla na vse strani, lahko pomagali prav vsem. Zato temu so bili namenjeni vsi ukrepi, ki jih je vlada sprejemala preko različnih odlokov. Sam verjamem v znanost. Nimam nobenega razloga, da bi bolj verjel zapisom na Facebooku, kot pa mnenju mojemu osebnemu zdravniku. Ničesar v življenju ni 100% razen smrti. Nihče vam v življenju ne more zagotoviti 100% varnosti. Tudi, ko ste se danes zjutraj odpravili od doma in hvala lepa, da ste prišli, je obstajala majhna verjetnost, da se vam na tej poti kaj zgodi. Ampak niste oklevali in ste kljub vsemu prišli. In podobno je s cepljenjem. Nihče vam ne more garantirati 100% varnosti. Ampak prav vsi, ki se na stvari razumejo, vam bodo pa zagotovili, da imate mnogo boljše možnosti, da korono premagate in da jo preživite brez večjih posledic. In ko se danes sprašujemo, a je prav ali ni prav, da se cepimo, vas iskreno prosim, da smo člani Nove Slovenije, zgled, vizija, pot k normalnosti, da se cepimo, da s tem najprej zaščitimo sami sebe, potem pa tudi svoje najdraže, svoje najbližje. In epidemijo lahko premagamo zgolj skupaj, vsak posamezno ne, skupaj pa. Vsem tistim zanikovalcem virusa, ki ne verjamajo v virus, dajmo je danes prenesti zelo preprosto sporočilo. Če ne verjamete, da ta virus obstaja, če svoj čas tratite za proteste, da se mečete po tleh v studiih, potem vas iskreno prosimo, namenite svoj čas, svojo energijo, da v kliničnem centru v Ljubljani pomagate pri obravnavi korona bolnikov. Vse po vaše, virus tako ali tako ne obstaja. Z vašim prostovoljnim delom v COVID bolnišnicah boste dali nov smisel in lahko tudi praktično pokazali, ali virus obstaja ali ne. Danes v današnjem svetu prevladuje miselnost svoboda da, odgovornost ne. Ampak svoboda in odgovornost sta siamska dvojčka, medsebojno sta tesno povezana. Danes si ne moramo zamisliti svobode brez tega, da sprejmemo tudi del odgovornosti. In odgovornost je na nas, da potegnemo ukrepe, ki nas peljajo v normalnost. In edina pot v normalnost je cepljenje. Številne, konkretno, Danska in še nekatere druge države lahko
začnejo sproščati vse te ukrepe, ker je precepljenost dovolj visoka. Tudi današnji tabor Nove Slovenije dokazuje, da PCT pogoj ni bav in da se da s striktnim upoštevanjem PCT pogojev relativno prijetno in enostavno organizirati tudi večje dogodke, kar je tudi priča današnji tabor. Potrebno pa je poudariti, da takšne preizkušnje, kakršne imamo danes, seveda niso nove za človeštvo. Skozi zgodovino so bile različne krize, vojne in tudi epidemije stalnica. In naši predniki so odkrili najboljši način, kako se soočati s preizkušnjami. Razvili so skupne vrednote, ki so predstavljale trdno jedro skupnosti. Medsebojna pomoč, solidarnost, skrb za šibke in ranljive. In nenazadnje verovali so tudi v presežno in tako črpali moč, da so privihrali težke čase. In na tem mestu je prav, da poudarimo, da Nova Slovenija ni stranka enega človeka, ampak je stranka skupnih vrednot, ki nas povezujejo. Vrednot, na katerih je nastala zahodnoevropska civilizacija. V letošnjem letu smo praznovali 30. rojstni dan naše mlade domovine Slovenije. Mlada, prelepa punca, ki ima za sabo že kar nekaj let, pa verjamem, da še veliko let pred sabo. Ampak ko praznujemo rojstni dan domovine, si vsi skupaj želimo, da to delamo skupaj, da poudarjamo tisto, kar nas je povezovalo. In v vseh teh 30 letih je treba znova in znova poudarjati, da smo dosegli velike stvari. Članstvo v Evropski uniji, v NATO, nenazadnje imamo evro, smo v območju Schengen. In kar je še pomembnejše, krščanski demokrati smo bili poleg pri vseh ključnih zadevah, ki so se zgodile v Sloveniji, začenši z osamosvojitvijo. Na tem mestu seveda moja iskrena zahvala Lojzetu Peterletu in njegovi ekipi, ki je pred 30 leti smelo zastavila in uresničila naše sanje. Krščanski demokrati z Andrejem Bajukom na čelu smo bili poleg tudi takrat, ko je bilo potrebno odpravljati ključne zaostanke pri pogajanjih za Evropsko unijo. Pa bili smo zraven, ko se je uvajal evro. Skratka, pri vseh večjih stvareh. Smo krščanski demokrati kazali smer, kje je naša smer, in to je, da smo doma v Evropi. In ko je bilo v Sloveniji najtežje, takrat so se ljudje vedno lahko zanesli na krščanske demokrate. Krščanski demokrati verjamemo v samostojno Slovenijo. Verjamemo, da je naše mesto v Evropi in živimo in verjamemo v krščansko-demokratske vrednote. In zdaj se vprašajmo, kako je lahko stranka, ki zagovarja in pooseblja 3 ključne vrednotne osi te države, od osamosvojitve, Evrope do krščanskih vrednot, kako je lahko ta stranka kaj drugega kot središče našega političnega prostora. In zaradi tega, ker zagovarjamo osrednje vrednote naše domovine, Nova Slovenija seveda ne more biti drugega kot sredina tega političnega prostora. Moji kolegi ministri so pokazali in dokazali, da je možno delati dobro. Iskrena zahvala Janezu Ciglerju Kralju. Ko so njegovi predhodniki namenili milijone in milijone za študije in raziskave, je on v tem letu namesto študiral, gradil. Janez, čestitke.
Iskrena hvala tudi ministru Jerneju. Mislim, da je veliko se je v preteklosti govorilo o drugem tiru, o tretji razvojni osi, o elektronskih vinjetah, o brezplačnih vozovnicah za upokojence. Ne boste verjeli, Jernej je to naredil. In pridemo še do našega najnovejšega ministra Marka, ki se počasi utrjuje. Žal mu je bolezen zagodla, da danes ne more biti z nami, je pa vsekakor v duhu z nami, nas posluša in zatrjuje, da bo naredil vse, da gre Slovenija po poti digitalizacije, razvoja in modernizacije. Danes mi je več ljudi tukaj dejalo, ko sem se pogovarjal z njimi, zelo enostavno stvar. Matej, ključni dosežki te vlade so prav dosežki ministrov Nove Slovenije. In res je tako. Seveda pa ni vse na ministrih. Tukaj moram omeniti naše poslance z Jožefom Horvatom na čelu in vsemi ostalimi kolegi, izjemna ekipa, ki dirigira Jožef Horvat in ki nam je vedno krila hrbet, ko nam je bilo najtežje. In če veš, da imaš tako poslansko skupino, potem seveda ni problem nobena ovira, ki je pred tabo. Hvala poslanci. In seveda zdaj pridem do vas, dragi članice in člani. Resnično vam moram izreči eno veliko zahvalo, ker se mi zdi, da smo v teh letih, v teh mesecih kot stranka dozoreli. Ministri, poslanci Nove Slovenije smo čutili številno podporo naših članov, molitve, spodbude, številna dobra pisma. Ko je po nas letelo tako z leve kot tudi z desne, takrat ste nam stali ob strani in takrat ste nam dajali mirnost in trznost, da smo se lahko soočili z vsemi izzivi. Iskrena hvala in ponosno in jasno lahko rečem, da je danes Nova Slovenija močna, trda in zdrava stranka. Toliko za nazaj. In zdaj poglejmo naprej. Pred nami so pomembni meseci in pred nami je super volilno leto. Saj veste, da v super volilnem letu lahko računamo le na vas. In prav je, da se pred super volilnim letom vprašamo, kaj nas čaka. In če kaj, če je korona nepredvidljiva, če je marsikaj v Sloveniji nepredvidljivo, je pa ena stvar v Sloveniji izjemno predvidljiva. Naš politični prostor. Približno vemo, kakšni bodo izpleni. Naprimer, vlade pod vodstvom SDS-a so se seveda izkazale, da so v stalnem konfliktu z mainstream mediji in pa z levimi nevladnimi organizacijami. Vlade pod vodstvom novih obrazov so se vedno doslej izkazale kot strašansko neučinkovite. In vlade pod vodstvom anti-Janša konfederacije so bile vedno prepirljive in absolutno neučinkovite. In potem pridemo do točke, kjer je Albert Einstein že pred davnimi časi dejal, da če delaš iste stvari, če voliš iste ljudi, težko pričakuješ drugačne rezultate. Zato vas prosim, dragi člani, da vprašate vaše prijatelje, znance, sosede, kako
bi izgledala vlada pod vodstvom krščanskih demokratov? Preprosto vprašanje. Naša terenska mreža obsega več kot 10.000 članov in simpatizerjev. Praktično v vsaki slovenski občini imamo svoj lokalni odbor, ker seveda želimo biti blizu ljudem. Odkar smo vstopili v vlado, smo se soočili s strahovitimi napadi in neprizanesljivostjo nekaterih medijev. Odpisali so nas, vse veste, vnaprej, na zalogo. Po letu in pol dela pa lahko ugotovimo, da imamo stabilno podporo, da javnomnenjske raziskave kažejo, da bi dobili na volitvah med 7 in 9 poslancev. In toliko vseh tistih, ki so nas odpisali na zalogo. Tukaj smo, živi smo, močni smo. In kot sem dejal, je čas, da o teh stvareh spregovorimo na glas, spoštljivo in tudi samozavestno. O tem moramo govoriti našim prijateljem, znancem, pa tudi kaj napisati na socialno omrežje. In to je naloga vsakogar izmed nas pred naslednjimi volitvami. In na prehojeno pot smo seveda lahko upravičeno ponosni in ljudem moramo povedati, da je drugačna Slovenija možna in da je prihodnost z novo Slovenijo lepša. Kaj nas še čaka v prihodnjih mesecih? Najprej finalni spopad z epidemijo. Številni epidemiologi so dejali, da je to zadnja jesen in zadnja zima, ko se bomo soočali z epidemijo, da po tej zimi bomo ali vsi cepljeni, ali pa se bodo vsi na takšen ali drugačen način srečali s korono, ki bo med nami in jih bo žal tudi veliko zbolelo. Potem se seveda pričakuje, da se bodo stvari normalizirale. In zato, preden vas korona doleti, preden se vas dotakne, ne izgubljajte časa, cepite se. V tej drugi polovici leta nas čaka tudi drugi del predsedovanja Evropski uniji. Gre za izjemno težko delo, časovno potratno, tega se največkrat doma ne vidi, verjamem pa, da boste videli, da so ministri Nove Slovenije svoje delo dobro opravili. Čaka nas tudi nadaljnja krepitev gospodarstva. Dosedanja gospodarska rast je zavidljiva, prav tako pa je izjemno nizka brezposelnost in smo že na ravni pred korona krizo. In da to gospodarsko rast, da to nizko brezposelnost zadržimo tudi v prihodnjih mesecih, bomo seveda trdo delali na debirokratizaciji in pa digitalizaciji našega gospodarstva. In čaka nas tudi krepitev zdravstva. Po tej krizi je izčrpano in zato je na nas, na politiki, da zagotovimo ustrezna sredstva za investicije, kar tudi delamo, in da zagotovimo poštena plačna razmerja. Naslednji meseci do parlamentarnih volitev bodo ključni. In naj povem, da Nova Slovenija v to vlado ni stopila iz ljubezni, ampak zaradi odgovornosti in zavezanosti, da uresničimo naš program. V politiki ni prijateljev. Zato se lahko zanesemo le sami nase. In verjemite mi, prihajali bodo napadi, tako z leve, kot tudi z desne. Vsak mesec bodo bolj brutalni, zato moramo držati skupaj, si pomagati in si zaupati, kajti enotni zmagujemo. Vsaka kriza okrepi ekstreme, ker lahko dnevno spremljamo tudi v Sloveniji. Zato je naša naloga, da krepimo dialog in normalnost. Glasna manjšina na levi ali na desni ne more imeti za talca celotno državo in s tem zastrupljati ozračja. Če se večina zbudi in glasno odreagira, potem je vse mogoče. In na nas je, da to tiho večino zbudimo
in jo spodbudimo, da pride na volitve in jasno pove svoje ambicije in želje. Vsakdo izmed nas pa mora znati odgovoriti tudi na eno zelo preprosto vprašanje, ki ga mora razložiti tudi vsem vašim znancem, prijateljem in sorodnikom. Zakaj je torej na naslednjih volitvah Nova Slovenija najbolj normalna in logična izbira med levo in desno skrajnostjo? Zato, ker smo stranka dialoga, ker smo stranka z jasnim programom in vrednotami in ker imamo ekipo, ki zna premikati stvari. To je odgovor. Danes še ne vemo natančnega rezultata naslednjih parlamentarnih volitev. Vemo pa eno stvar, ki je vsekakor predvidljiva, in to, da stabilne vlade ne bo možno zgraditi brez sodelovanja preko sredine. Prav tako zanesljivo vemo, da v prihodnost usmerjene vlade, ki bo znala Slovenijo popeljati na pot razvoja, ne bo brez Nove Slovenije. Vlada, ki bi jo vodila Nova Slovenija, se bo osredotočila na vizijo in ne na ideologijo. Nikogar ne bomo spraševali, v kaj veruje, ampak ali verjame v svobodno, pravično in varno Slovenijo. Naš cilj bo Slovenijo pripeljati med 5 najbolj razvitih držav Evropske unije. K temu vabimo vse politične stranke. Zato ni pravo vprašanje, s kom bo sodelovala Nova Slovenija, ampak je pravo vprašanje, kdo bo Novi Sloveniji pomagal graditi normalno in v prihodnost razvito in usmerjeno Slovenijo. Spoštovani zbrani, hvala lepa, da ste danes prišli. Ne užimo se te dobre energije, ki veje na tem taboru, in s ponosom in glasno in jasno povejmo, da smo člani Nove Slovenije in da je Nova Slovenija tista stranka, na katero velja računati tudi v prihodnosti. Bog vas živi in Bog živi Novo Slovenijo. Srečno!